naročeno je še en komplet. V nadaljevanju, glede na finančne zmožnosti in ostale potrebe, glede upravljanja nalog, pa sta predvidena nakupa še 2 kompletov. 4 komplete je bilo predvideno v investicijskem programu. 4 komplete. Ja, kot sem že rekel, prvi komplet, vključno z rezervnimi deli, šolanjem in dokumentacijo je stal z DDV 375 000. Vsi 4 je pa predvidena nabavna vrednost nekaj čez 1 200 000. Ker s tem smo se mi zagotovili tudi pri nakupu ostalih kompletov cene, ki smo jih dosegli pri prvem naročilu. Pravi, zdaj ni treba več prijavni razpis, lahko kar naprej nadaljujete z naročili. Ja. Če dovolite, bi se zdaj naredil postopek in sklenili okvirni sporazum z najugodnejšim ponudnikom. To je podjetje CA Strat. Cena prvega kompleta z rezervnimi deli in dokumentacijo je taka, kot je gospod Marko povedal. Nadaljnih kompletov brez rezervnih delov, skratka 3 letalnikov, ker sta 2 s senzorji opremljena, tretji s kamero, je 303 000 evrov z DDV-jem. Mimogrede, to je slovenski proizvajalec. V bistvu smo tudi veseli na en način, da je dobilo slovensko podjetje, da je bilo najugodnejše na tem razpisu. Če se spomnite, pred leti, leta 2006-2007, smo imeli razpise v sodelovanju z agencijami na področju raziskav in razvoja in tehnološkega razvoja. In takrat sta bila izbrana 2 projekta na tem področju, brezpilotnih letalnikov, in en od teh projektov je praktično so vodili na Politehniki v Novi Gorici. V tem projektu so sodelovali tudi slovenske inštitucije, fakultete in tudi druga podjetja. Očitno, da je rezultat tega projekta, razvojnega projekta, ko je bilo 330 000 evrov vloženo v ta razvoj, je nastanek tega podjetja CA Strat. Ko danes ima, mislim, nekaj čez 25 zaposlenih, je en od boljših, verjetno, če ni za nas najboljših, očitno, proizvajalcev na svetu, v bistvu, kar se tiče te velikosti letalnikov. To je cirka 5 kg je komplet teža tega letalnika. In smo tudi na en način v bistvu veseli, da smo uspeli s tem vlaganjem v raziskave in razvoj podpreti tudi slovensko industrijo. Vem pa, da se danes izvažajo in v Novo Zelandijo in Avstralijo in Indonezijo in tudi evropske druge države, Italija, italijanska vojska ima letalnike. Celo nekateri naši vojaki niso niti vedeli, ko so italijanski vojaki prišli na naš poligon Poček, prav s temi letalniki, da imajo slovenskega proizvajalca pri sebi. Tako da lahko pa tudi rečemo, da tisti vložek v razvoj 330 000 evrov se nam je takoj v prvem nakupu, v prvem kompletu povrnil. Ker če bi zdaj slučajno izbrali drugega, pa drugi niti slučajno ni ustrezal, pa je tuji proizvajalec tem našim vsem zahtevam, bi plačali več, kot je vložek v razvoj in vrednost tega enega kompleta, kot smo mi dobili. Zdaj, ob nakupu drugega praktično smo ga dobili ful poceni. Tako da smo tudi veseli, da je tudi to naše podjetje odreagiralo na tak način, da so dali verjetno z minimalnimi maržami take cene.